Pastir, ki sledi Jezusu in ne moči, denarju ali poznanstvu, četudi je zapuščen strani vseh, bo ob sebi vedno imel Gospoda. Zapuščen bo, a nikoli zagrenjen. Tako je dejal papež Frančišek med jutranjo mašo v kapeli doma svete Marte 18. oktobra. Homilijo je oprl na odlomek iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju, ki se je bral med bogoslužjem. Apostoli, kakor sveti Pavel, na koncu svojega življenja doživljajo osamljenost v težavah, razgaljeni so, žrtve sovraštva, zavrženi, zase prosijo stvari kakor berači. Sam berač žrtev sovraštva zapuščen, je dejal papež o svetem Pavlu, ampak veliki Pavel je tisti, ki je slišal Gospodov glas, Gospodov klic. Tisti, ki je šel z ene strani na drugo, ki je zaradi oznanjevanja evangelija pretrpel mnogo stvari in mnogo preizkušenj, ki je apostolom razložil, da Gospod hoče, da tudi pogani vstopijo v cerkev. Veliki Pavel, ki se je v molitvi pa uspel do 7 nebes in je slišal stvari, ki jih prej nihče ni slišal. Veliki Pavel, ki je v mali sobi neke hiše v Rimu čakal, kako se bo znotraj cerkve končal boj med različnimi stranmi, med togostjo judaistov in učenci, ki so mu bili zvesti, in tako se je končalo življenje velikega Pavla v zapuščenosti, ne v nevoli in zagrenjenosti, ampak v notranji zapuščenosti, je dejal papež Frančišek. Spomnil je, da se je enako zgodilo s Petrom in tudi Janezom Krstnikom. Dober pastir mora imeti to gotovost, če gre po Jezusovi poti, mu bo Gospod blizu vse do konca. Molimo za pastirje, ki so na koncu svojega življenja in čakajo, da jih Gospod vzame k sebi.